Hvala. Prosim. Pozdravljeni. Jaz bi začela mogoče kar s filmom Busker. Gospa Vidic, zanima me, kako ste se v bistvu soočili s to vlogo, ki je na nek način poetična, tako ohranja hkrati neko dvoumnost vse do konca, zato za pač vprašanje, za koga gre, in hkrati gre za v bistvu neko, nek tak izraz solidarnosti med ljudmi. Jaz s to vlogo sem se soočila predvsem z vidika nekoga, ki je prav tako v zelo prekernem položaju finančnem, tako kot recimo glavna protagonistka. Zato mi je bil ta njen odnos blizu do sveta. Ampak kar se mi je zdelo pri njej pomembno, oziroma smo tudi potem skupaj gradili na tem, da torej ona ne obupa nad svojo situacijo, ampak jo nosi zelo dostojanstveno in zelo zadržana je do sveta. In tudi se vidi v tisti prvi sceni, kjer se soočita torej se soočiva s soigralcem, ko je nagovorjena. Torej, je tisti čas kratkega premisleka, ali si ona sploh lahko privošči dati torej denar, ki ga tako in tako nima, ne. No, in potem seveda steče zgodba, kot smo videli. Predvsem nam je bilo to pomembno, da se ona, da se ne zlomi, ne. Čustveno je za to zadržanostjo se ne prepusti obupu, zlomi se, pač skrha se potem čustveno samo kot mati na koncu. Ja, Mitja, mogoče vprašanje zate, zakaj si se odločil v bistvu posneti tak film in kako je nastajal scenarij? Ima to neke v bistvu tudi neke razloge v nekem splošnem recimo dogajanju v zadnjem času, ki pa ni nekako tematizirano eksplicitno, ampak gre zgolj za nekaj, kar bi se dalo recimo asociativno povezati? Ja, v bistvu tak neki povod za spol za scenarij je bila dejansko resnična zgodba, ki se je zgodila moji mami. In to je ta v bistvu osrednji dogodek pač. Dejansko je v trgovini do nje pristopil en gospod, tak starejši. Rekla je, da ni izgledal pretirano reven, oziroma ni izgledal, ne vem, da bi bil klošar, čisto urejen, ampak dejansko se pa videla stiska njegova. Pa tudi, mislim, tako imaš, mislim, ko nekdo tak pristopi do tebe, tudi imaš malo mogoče občutek, lahko imaš občutek, no, da hoče nekdo izkoristiti, ampak ona tega občutka ni imela. In potem ja, seveda nabrala vso hrano in pač mu pač omogoča, da je pač tisti dan potem nekaj normalnega pojedel. In mislim, ko je prišla domov, ko mi je zgodbo povedala, je bila čisti sebe, na pol v solzah. In se mi je zdelo, da je to v bistvu ful dobra zgodba za scenarij. In da je vredno povedati to predvsem, no. Kasneje, ko sem že imel napisan scenarij, pa sem od nje dobil mail z v bistvu dosti enako zgodbo o eni ženski. In naslov maila je bil Dajo le tisti, ki v bistvu sami nimajo, ne. In takrat sem že vedel, da v bistvu to je film, ki bomo ga pač naslednjega skupaj posneli. Zakaj pa mogoče motiv Buskerja oziroma pač gospe, ki igra violino in zbira denar na ta način? Ja, v bistvu tu je tisoč in ena možnost, kako bi to pač povedali. Zgodba je rabila neko dramatizacijo, neko hujšo težo.
In v bistvu ko hodim skozi mesto, zelo pogosto pač srečam te ulične pač nastopače, ne. In se mi vedno mi je hudo, ker tudi vsakič, ko grem mimo, tudi ne morem dati, pač, ne, mislim, nič ne bom, v tem smislu nič ne bom rešil, ampak v tej zgodbi pa se mi zdi, da sem ravno potem našel to, pa mogoče pa res kaj lahko spremeniš, tudi če daš takrat samo enkrat, ne, ko greš mimo tisti 1 evro, mogoče pa vsaj za tisti trenutek polepšaš trenutek, ali pa ne vem. Tako da, ja. Je mogoče kako vprašanje ali pa komentar iz občinstva ali pa med vami? Bi kdo kaj pripomnil? Ne, če ne bi se zahvalila in kar nadaljevala s filmom Fuck you. Ja. Kako je prišlo v bistvu do ideje snemanja tega filma? Kako ste se nekako spoznali? Mislim, da ti ne študiraš na AGRFT-ju, ne? Si v bistvu študent sociologije. Kako si se odločil posneti ta film? Ja, mene je odvedno pač zanimal film in sem že prej tako probal pisati kak scenarij, ampak mi noben ni ratal do konca, ker nekako mi ni bil noben všeč. In pol nekako tam je ful stekel in potem sem pač poslal Lari po mailu ta scenarij, v bistvu se nisva poznala. In potem sva se dobila pač na kavi in sva se malo pogovarjala o tem in ona je bila ful zainteresirana. In potem je še ona pač predlagala v bistvu Voranca Boha, da kontaktiramo in tako smo pač začeli pol sodelovati. Jaz v bistvu sem spoznal ful ljudi zdaj na tem snemanju in je bilo res fajn, no, tako smo se ful povezali, se mi zdi, ka smo res, se mi zdi, z užitkom vsi sodelovali pri tem projektu. Isto vprašanje? Kaj za dodati? Ja, pač vsi Fabi se v bistvu vse povedal, ne. Prej se nismo poznali, zdaj smo se spoznali tekom tega projekta in je bilo res super spoznanje, zdaj bomo še kaj skupaj delali, tako da. In meni je bilo pač zelo zanimivo videti to, ker ne vem, zdaj v tem primeru, ko Fabris ni bil na AGRFT-ju, nekako ni imel kontaktov in tako dalje, ko pač res je zame to ful lep primer, kako uspeš lahko s filmom, tudi če pač nimaš tega vsega za sabo, ne. Kako pa je to recimo izgledalo v produkcijskem smislu, dobiti opremo, dobiti snemalce, ljudi? V bistvu tako, jaz in Patrik Ugoj smo se poznali od prej, jaz sem njega kontaktiral, ker sem vedel, da se ukvarja s snemanjem zvoka. In v bistvu on je delal na en par reklamah in tako in je poznal en par ljudi in pol je tudi on, ne vem, Andraža Kodunca, na primer, kontaktiral direktorja fotografije. Če ne pa produkcijsko je bilo full low budget, tako med 350 in 500 evrov smo pač porabili za ta film, vsi smo delali zastonj. In dosti opreme smo dobili tudi tako, pač zastonj smo si sposodili. Naprimer pač objektive, pač za snemalno opremo za zvok, mikrofone, vse. Tako da je bilo ful fajn v bistvu. In lokacije pač pri prijatelju doma smo snemali in vse tam v bližini, pač smo posneli film v 3 dneh in smo delali po cele dneve pač, to je to. A lahko mogoče poveste še kaj o razvoju scenarija, ker se mi zdi, da je res zelo, v bistvu zelo zaživi ta neka verbalna, tudi neka komika recimo, ali pa pač nek taki izostren čut za humor, za besedne igre. Kako ste v bistvu to pisali? A ste tudi kaj z igralci sodelovali, improvizacija? Ja, mene je ful zanimalo to, da bi postavil, naprimer, pač konkretno besedo ljubim te v nek popolnoma drugi kontekst, ko smo jih takrat na faksu se ful posvečali lingvistiki in me je to ful zanimalo. Če ne, ja, scenarij sem hotel, da bazira na dialogu in da je ful naturalističen, potem smo imeli tudi vaje, pač posebej tudi v filmu, ko se prvič spoznata, ne, mi smo imeli vaje, da smo jih imeli posebej, ne. Ko mi na setu sta Lara in Voranc igrala skupaj prvič, mislim, da smo imeli samo ene krajše še vmes. In tudi na vajah pač smo tako, jaz nisem zahteval nikoli, da govorijo tistih besed, ki so napisane, sem hotel, da je njim čim bolj
tako naravno in smo tudi potem popravili, skupaj smo delali na scenariju, tako da v bistvu jaz sem naredil enih 5 verzij scenarija in potem smo še skupaj naredili 5 verzij, tako da je bilo kar tako, sem hotel res, da je pač vsem tako naravno, no. Ker sem hotel, da film res izpade, ker res pač temelji na teh 2 likih in mora sta priti do izraza, če ne film v bistvu ne bi deloval, po mojem. Mislim, da se to res čuti v bistvu, ja, ravno ta neka svežina, neka spontanost, ali ne vem, kako bi to opisala. Lara, v bistvu rekli ste, da si ti nekako predlagala soigralca, pa zakaj si recimo ravno njega predlagala? Mislim, da sta tako odlično delujeta kot par na film. Ne vem, to je bilo pač tako, po feelingu. Ni nobenega posebnega razloga. Jaz sem jo vprašal, v bistvu, s kom bi ona hotela igrati in ona je mene vprašala, koga sem imel v mislih in sem rekel Voranc Boh in pol je rekel, cool. In to je bilo to. V bistvu nismo imeli audicije sploh. Jaz sem hotel zbrati tako, v bistvu smo se dobili na kavi in smo se tako malo pogovarjali in nismo imeli audicije, pač sem tako kot osebo, sem hotel spoznati, tako da se res uštekamo. Ja, to je to. Kaj, iz občinstva mogoče kako vprašanje ali komentar? Rekla sta, da bi še sodelovala skupaj, imate že kakšne konkretne ideje ali pa plane? Ja, jaz imam napisane, mislim, da 2 ali 3 scenarije. Samo zdaj bi v bistvu bom probal prijaviti tudi na ta SFC, ker zdaj ta film je res ful pobral ful energije in ful časa, tako od začetka scenarija do konca smo delali 1 leto in v bistvu nam je res ful, ker smo bili vsi tako prvič skoraj na filmu. Lara je igrala v enem prej, Ajde Voranc v Razrednem sovražniku, samo tako tehnično nam je delo ful problemov, ker res nismo imeli nobenih izkušenj odprej, še posebej zvok, na primer. Tako vsi smo bili stari, ne vem, od 94-letnik do 21-letnik in smo res prvič tako, da bi bili na enem filmu, to je moj prvi film, tako da v bistvu nisem vedel točno, kaj delam. Ja. Ok, hvala. Bi nadaljevala potem kar s filmom Seveda te ljubim. To je v bistvu scenarij, ki je nastal po kratki zgodbi, če sem prav razumela. Kako ste se v bistvu odločili za to zgodbo in kako ste priredili v scenarij? Ja, nastal je po kratki zgodbi Vesne Lemajič, Seveda te ljubim, z enakim naslovom. Pravzaprav je bilo tako, no, da midve s Tjašo sva prijateljice, delali sva že na enem filmu skupaj in je rekla, vsako leto pride z New Yorka in je rekla, pač Maja, jaz bi rada nekaj posnela, ko pridem. Sem rekla, ok, jaz nimam nič v predalu, imaš ti kaj? Je rekla, kaj pa tiste zgodbe od Vesne? Aha, ok, v redu. In sem rekla, kje imaš po mislih? Je rekla, ja, produkcijsko ne sme biti zahtevno, nimamo denarja. Kaj pa Seveda te ljubim? In pol sem jo vprašala, tudi tista s penisom, ki izraste iz prsta? Pa ja, ta bo produkcijsko čist nezahtevna. Aha, ok. Tako da ja, čist na ta način, no. Ja. Kaj pa v bistvu ti nekako fantastični elementi, ki pač zgodba začne se mogoče skoraj realistično, potem pa je vedno več teh nekih udorov nerealnega ali pa ne vem, že s temi telefonskimi klici, potem seveda pač ta penis, ki izraste iz prsta. A je to že vse v zgodbi vsebovano ali? Ja, to je že vse v zgodbi, ja. To je pač Vesnin način pisanja oziroma nekako večina zgodb iz te zbirke so na tak način, se pravi realno, v bistvu čisto realno okolje, v katerega vdira fantastika. Tako da je recimo na nek način dost zvesta priredba, no. Razen konca, ja, pač s to kastracijo pa to. Kako ste se pa odločili za v bistvu to neko subjektivno perspektivo tega dekleta najemnice, ne? Ja, to je tudi, v bistvu najprej sem razmišljala, da bosta pač to 2 igralki, ki jo bomo videli, potem pa ne vem, kako je prišlo do tega preklopa, da pač bi bila subjektivna kamera. Mislim pač seveda to gledalca bolj potegne noter, bolj smo pač z njo z glavno protagonistko. In potem sem se še spomnila, da je zgodba napisana v drugi osebi Ednine, ne, tako da je tudi v knjigi na ta način. In se mi je zdelo, pa tudi pač to je že tisto, tako, ker je toliko te fantastike, je to še eden izmed elementov, ki nas pač pripravlja na to, da stvari ne bodo ravno običajne, no, na ta način.
Kaj pa, recimo, meni se je zdelo, ko sem gledala in zlasti pač v teh prizorih, ko pride do tega klica pač tega moškega, ki pravi, seveda te ljubim in ta refren, da gre v bistvu tudi za neke vrste soočenje, recimo z nekimi patriarhalnimi vzorci ali pa recimo z neko heteronormativnostjo, ki vsiljuje neke določene vzorce reprodukcije družbe. Je bilo to tudi nekaj, kar ste eksplicitno hoteli, recimo? To je res, ja. To definitivno je tako, pač heteroseksualna pač spolnost napram homoseksualni, pač neka norma proti neki obrobni, recimo na ta način, se pokaže, da pač je spolnost raznorodna in da ampak z mene ni to zanimalo, ne, čeprav pač sama zgodba vsebuje in to lahko vidimo. Se mi je zdel pač v bistvu zelo zanimiv način, na nov način, zanimiv način povedati pač znano temo, kako v vsakdanjih odnosih pač svoje partnerje, prijatelje, starše posiljujemo s svojimi idejami o tem, kakšni naj bi bili, ne. In pač enako je tle, potem ko pa druga oseba podleže tej naši želji, ne, in nam pač nas pač nekako resničite v naše hotenje, spet nismo zadovoljni in tudi oseba sama nekaj je proti njeni naravi. Ne. Tako da na ta način sem izgledala zgodbo in tudi režirala, so pa tudi drugi vidiki. Kako ste pa mogoče igralce zbrali, oziroma igralke, oziroma Dorotejo konkretno, ne pač glede na to, da pač so njene igralke v bistvu prišla pobuda, kako ste pa do Doroteje prišli, oziroma do odločitve, da bi... Ja, Doroteje, mislim, razmišljali smo tudi pač zdaj, kako zdaj pač nekoga prepričati, da igra za kamero in se ga ne vidi toliko, ne, ampak v bistvu je zelo, mislim, je to velik izziv za igralca, da z glasom igra, a ne pa svojo pač svojo pojavnostjo. Mislim, da pač to umanjka, tako da, mislim, bilo je pač čisto, Tjaša je pač imela to nalogo, da ona poišče svojo igralko, ne, pa seveda pol predebatirava izbiro in ker mislim, da sta bila z Domnom Valičem sošolca, je pač njega kontaktirala, mislim, da sta par, Doroteja pa Domen in pol smo pač tako nekako prišli, Doroteja je bila pa za čistka. Kaj pa ta recimo neka razlika tudi v letih, ali pa v izkušnjah, je bilo to tudi nekaj pomembnega za film ali pač čisto slučajno? Ni bilo toliko pomembno za film, no. Mislim, ni igral take vloge. Je bilo pa za Dorotejo zanimivo, pač glih je bila sprejeta na akademijo in je bilo zanjo pač zanimiva izkušnja, da igra za pač izobraženo igralko in tako. Ja. Hvala. Bi mogoče kdo kaj dodal ali pa vprašal? Ne. Sicer bi potem nadaljevala kar z dokumentarnim filmom, Fekolog. To je tudi nastal v okviru Luxus. Should I speak in English? No? Okay. Let's try it, Eddie. Do it in slovensko. Okay. Ja, torej, film je nastal tudi v okviru Luxus delavnic. Kako ste prišli do tega lika? Je to nekaj, v bistvu, to se vedno sprašujem tudi pri ko gledam filme Luxus produkcije, koliko gre tu za v bistvu neke skupinske načine raziskave ali pa neke sugestije tega, kje bi lahko našli recimo zanimive teme, koliko pa to prihaja strani snemalcev. Za Fekolog v stvari Nada Petrović, ko je glavni lik v filmu, je bil prijatelj jedna druga sodelavniku, mislim od Gordan Golubović, koji nije tu danas. I da, tako, oni su se poznali pre 20 godine na faksu i Nara je išao na svoj put i tako da kad je došao delavnica, Gordan je mislio da to je neki, mislim, baš zanimljivo tema kako on živi u prirodne i to sve. It's for education? Ja. Okay. Kako se je pa tebi zdelo, ko si začela snemati ta film, zakaj bi ga v bistvu posnela na tak način? Skratka, da v bistvu počasi šele vstopamo v svet tega fekologa, ki živi na svoj vrsten način ekološke pridelave svojih lastnih odpadkov. Kako si se v bistvu odločila posneti film na tak observacijski način, ne pa recimo, da bi podajala neke komentarje ali pa da bi pač zgodbo njegovo? Da, mislim,
mi smo pun više snimali nego što ostane na kraju i mislim da meni je bilo zanimljivo više da vidimo kako on živi, da nije važno da je Nada Petrović i šta on ima kao teorija u življenju i ne znam šta još, nego da ga predstavljujemo kao samo neki človek koji ne misli u prirodna, nego baš živi sa prirodnom i kao da on je, mislim, meni je bilo važno kad sam snimala da uvijek ima neki biljke ovdje, tam i da vidimo baš okolini u kojoj on živi i kao on je povezao na ta, mislim, na ta prirodna, zato nema človek gdje on živi, on je sam sa majkom i mislim, se druži se, on je skroz antisocijalan. Ali, da, mislim da na snimanje je bilo važno da se vidi kako pun je mjesto živ. Ipak uopšte nema nikoga, ali je živ, ima, mislim, bubica i svašta. Kje pa je to? Katera lokacija? Mesto. Ne, to je, mislim, da... Fjeroga. Blizu ovdje. Blizu? Aha. Možda 20 km odavde. Aha, potem je v tej regiji. Ti sodeluješ še z Luxus produkcijo, boš še kaj snimala z njimi, ali kako izgleda to sodelovanje? V budućnosti? Pa ne, sad je gotovo. Ne, mislim, da. One time. Ok. Bi še kdo kaj vprašal? Pripomnil? Ne, sicer bi se ti zahvalila. Bi nadaljevala pogovor kar z filmom Vsak pravi pesnik, drugi nekako... Ok, potem, ok, v redu. No, potem pa z filmom Koja roža, še eno serijo filmov o liku Koja. Kako si prišel do te ideje? Zakaj si se odločil posneti film o roži, ki zraste na svoj vrsten način v odnosu do glasbe in se spreminja glede na to, kakšna glasba igra? Ne vem, en striper mi je poslal neko idejo s to rožo in smo se odločili, da je zanimiva ideja in da jo lahko priredimo v scenarij. Se ti zdi, da ima tudi neke vrste pedagoški moment ali pa... Ne. Čisti zabave. Kaj pa pri izbiri glasbe? Zakaj ravno te vrste glasbe? Ni se hotel, da bi se z glasbo mogoče, definitivno, ko gledaš film, izgleda tako, da rock'n'roll glasba, da ni v redu rock'n'roll glasbe poslušati, kar se ni glih hotel povedati, pa se v bistvu to pove. Ampak sem pač hotel se stopnjevati, da pač neka bolj oštra glasba, pač zraste roža. Imaš že pač idejo, kako bi nadaljeval serijo filmov o Koji, naslednji film? Imamo 13 scenarijev napisanih, imamo za 3, že imamo finance, izbiramo še za ostalih 10. Pa plan je začeti snemati med januarjem, marcem 2016, vseh 13 delov. Kaj pa je, recimo, lahko že kaj razkriješ? V enem bom imel problem z Milom, v drugem bom imel problem z odejo, v tretjem bom imel problem z nalepkam, v četrtem bom imel problem z puščico, v petem z svinčnikom in tako dalje. Skratka, v vsakem delu z ničim iz svoje okolice. Kje bo film prikazan? Roža? Ja. Do zdaj je bil na nekih 40 festivalih. Nadaljevala se bo pač festivalska pot, Televizija Slovenija, v Kinodvoru, pa verjeten. Film je posnet v stereoskopski tehniki. To je prvi slovenski animiran film, da je v stereoskopski tehniki posnet, se pravi, ga lahko gledaš z očali in zaenkrat se še dogovarjam, ampak verjetno štarta 13. novembra kot predfilm Box Trollsom. To je film od Lajke. Animiran film, stop motion. In ga bo mogoče gledati z očali? Mogoče ga bo z očali gledati, ja. Ok. Ima kdo kako vprašanje za Koljo? Kako zove produkcija enega takega 3 minute, ali koliko 3 minute? 3 minute, ja. Koliko zove časa?
Ja, vse skupaj, samo to je vključeno z nabiranjem financ, je tam 2 leti, ampak če pa odbijemo finance, nam nekih 8 mesecev. Snemalnih dni je bilo 60. Polnih. Petintrideset. Ampak 35 ljudi ne dela vsak dan. Se zvrstijo pač čez cel proces. Na dan dela približno 5 ljudi. Oziroma, ko se gradi scenografija pa lutka, jih dela mogoče malo več, jih je tam 10, 12 naenkrat. Še kaj? Ne, če ne, hvala. Ja, uživaj v filmih. Potem pa še k filmu, Vsak pravi pesnik. Igrano-dokumentarni, lahko bi rekli mogoče poetični film o slovenskem pesniku Tomažu Šalamonu. Zakaj je ravno o njem film zdaj? Bez razloga. Težko bi odgovoril na to vprašanje, zakaj ravno ne. Pač absolutno je lik oziroma človek, ki si zasluži pač eno pozornost tudi v mogoče drugem mediju, ne samo v knjižnih izdaji mogoče. Kaj pa ste se ukvarjali z... Ja. Seveda. Sam predstavljam Gabriela Marca, da veste, da je človek, ki skrbi mesa in da je tele, se pa ne bo odrešil pogovora, ampak sem da ga vidite začne. Ja, hvala Igorju, predvsem, da je prvo vrata. Hvala. Po tej intervenciji, če nadaljujem s pogovorom, kako ste se v bistvu soočili s tem, kako prenesti poezijo na film, da bi bil tudi film sam, mislim, vsaj meni je deloval poetičen, zagotovo ne kot nek klasični portret pesnika. Ja, v bistvu nismo hoteli predstavljati poezije v film zares. Film mislim, da ima pač še drug medij in da pač živi svoje življenje. Ne probali smo nekako ne težiti preveč s poezijo, pač predstavili smo 2 pesmi, zato ker pač za ljudi, ki ne poznajo poezije Tomaža Šalamona, da dobijo nek občutek, o kom sploh govorimo. Zakaj pa ravno ti liki neke muze, pa recimo nekega pesnika, mladega pesnika, pa starejšega pesnika, zdijo se kot nekako skoraj arhetipski liki, ko razmišljamo o slovenskih pesnikih ali pa sploh o tej romantični paradigmi pesnika s svojo muzo. Si že vse povedal. Mislim, tako je, ne, seveda pač vsak avtor ima neko verjetno avtobiografsko zastopanje v svojem delu, tako da v bistvu je liki in zgodba so črpani iz samega avtorja, se pravi pesnika. Kaj pa on pravi o filmu? Ga je videl, verjetno gotovo? Ga je videl, ga je sprejel. Oziroma on nekako se je emocionalno se je ločil od tega in to pač nima. Je predal avtorstvo in vse avtorjem. Se ne meša in ne vpleta v delo filma. Kako ste snemali te prizore v bazenu, pa te nekako bolj fantastične prizore, ki tako res delujejo, mislim, kar fascinantno, tako zelo močno, no? Je bilo to težavno snemati, sploh te prizore pod vodo? Ja, težavno je bilo sigurno najbolj za igralce, no, ker nekaj časa traja, no, da se začne zebst in tako pa pod vodo je treba biti, ne, zdaj plavalne sposobnosti morajo biti malo bolj razvite. Ok. Bi kdo še kaj vprašal iz občinstva? Jaz bi v bistvu nisem hodil, same Srbi moram. Sem Žiga Čamarnik, igram vlogo novinarja, ker nimam nobenega filma, pač tukaj. Pohvalil bi cel ta sklop, ker sem videl čisto slučajno včeraj in včasih se zgodi, da sem pa kakšen dober film na tem festivalu. Zdaj govorim malo subjektivno. Ampak tle se je pa poklopilo, da so čisto vsi bili dobri. Neverjetno. In kaj ne rečem, se mi zdi, da je to nek prava pot, ki je nekako še v stranskem tiru v Sloveniji. Ker mi imamo neko sceno, ki je etablirana in je kakršna je.
In zdaj raste vzporedno ena scena, ker so mladi ljudje s svojimi vizijami in te vizije so tako dragocene, da mislim, da jih je potrebno čuvati, ne glede na denar, na produkcijo, da tu, če kakšno leto dlje traja, mislim, da je to nekaj, kar je treba ohranjati in razvijati in pol smo na dobri poti. Ker celo se je zgodilo, da sem bil prav ganjen na trenutke, no, jaz ne vem. To se na slovenskem filmu je ponavadi efekt lih obraten. Se pravi, da nekaj, ki hoče izveniti kot nekaj pol patetično ali pa ti so, šit spet to, Te občutke mislim, da skoraj vsi poznamo. Ampak tle pa toliko okusno speljan, da dejansko res lahko 100% stojite za tem izdelke, jaz nimam kaj reči. Da je to tudi poezija Tomaža Šalamuna, ker poezija je a priori nekaj, kar je zelo težko predstaviti v filmski mediji, tle funkcioniralo tako, da sam gledaš. Nimam kaj drugega, kar reči, wow. Pa še z uno zgodbo sporedno, ki je zaigrana in je zelo okusno speljan, tako da jaz sem kar gledajoče. Tako da moram reči, da najboljši izklop, delač najboljši izklop filmov na celem festivalu, poleg še enega zelo dobrega jazz filma, tisti Čas za improvizacijo, če kdo videl, se je bilo tudi zelo redo, ampak vsaka čast. Hvala. Ok, hvala. Mislim, da je to odličen zaključek pogovora, razen če ima še kdo kako intervencijo. Sicer bi se lepo zahvalila vsem ustvarjalcem vseh filmov in vas povabila, da pač se še naprej udeležite festivala. Hvala.